ljubezen tako rekoč nemogoče definirati. Jaz sem vzela ta stavek, ker sem ga srečala nekje med potjo do te knjige, ker se mi je zdel kar naenkrat, evo, moja knjiga bo istočasno govorila o tem. Prav o tem, da je ljubezen na nek način skrivnostna. Ampak, če dobro razmislim, mislim, da imajo najbolj prav, vsaj kar se tiče Francozi, in sicer en francoski pesnik, Pozabljen, ki pa je rekel ta zame nepozaben stavek: ljubezni ni, obstajajo samo dokazi ljubezni. In to se mi zdi na nek način, če že govorimo o definicijah, tak dokaj definitiven stavek o ljubezni. Ljubezni ni, so samo definicije ljubezni. In na nek način bi bil to celo boljši naslov te moje knjige, Dokazi ljubezni. Seveda, lahko pa jih beremo tudi kot nekaj, kar moje junake spremeni, nekaj, kar jih odpira, nekaj, kar jim pove o njih, nekaj, kar še niso vedeli, in nekaj, za kar so sposobni narediti to, kar si niso predstavljali, da so sposobni narediti. Tale moja, evo, nove definicije ljubezni je že, če si jih prečela, mislim, da je vsaj 8. ali 9. knjiga, ki sem jo jaz napisala v francoščini, potem sama prevedla v slovenščino, torej napisala knjigo 2-krat. In vsakič je to drugačna izkušnja. Recimo knjiga o romanu Tangu, ki ima v francoščini en tak poseben humor. Tista moja pripovedovalka je zelo zabavna, iskriva, ironična. In ker je francoščina jezik, ki je izrazito ironičen, se mi zdelo, da kar nisem znala te ironije prenesti v slovenščino. Tukaj s temi novelami sem pa zadovoljna. Se mi zdi, da je v njih nekaj, pa ne bom rekla, da je nekaj francoskega, sploh ne, ampak nekaj, kar mi ustreza. Nekaj, ko odprem stran, rečem, evo, to je to. Zato, ker slovenščina zna manj ovinkariti kot francoščina. Slovenščina je na nek način bolj neposredna. Zanimivo, na nek način je bolj neposredna, istočasno pa jezikovno, pa francoščina prinese veliko več preprostosti. Jaz v francoščini lahko mirno napišem dežuje, nebo je modro, stopim do tistega stola, medtem ko v slovenščini moraš dati še nekaj zraven, drugače zveni preveč preprosto. Bistvo tudi to, da zna izpisati dober konec. Novela kot zame bolj zahteven žanr kot roman. Kajti novela je zahtevna in virtuozna zato, ker mora biti brezhibna in popolna, ker si ne more privoščiti nobene napake, ker se v 30 straneh takoj vidi, če nekaj ne funkcionira.